Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Kakšno bo leto 2016? Ja, pogledali ga bomo iz različnih koncev, iz različnih znanosti in različne osebe bodo podale svoj pogled, svoje napovedi, priložnosti, izzive in še kaj. Tokrat pa je na vrsti Jasmina Krt, astrologinja, lahko rečem skoraj naša hišna astrologinja, ki astrologijo prav zares spoštuje in tako zelo hvaležno in pa z odgovornostjo upravlja z vsem znanjem, ki ga astrologija kot znanost tudi vsebuje. Pozdravljena, Jasmina. Pozdravljena in hvala lepa za tako napoved. Ja, astrologija res je naveda, ki lahko spremlja tiste energije, ki prihajajo. Ni to, bom rekla, ena znanost namenjena vedeževanju oziroma napovedovanju prihodnosti. Dejstvo je pa, da planeti so kot, bom rekla, kot nekakšne naše oči oziroma naša čutila, s katerimi mi kot svet, kot celota, če zdaj razmišljamo, kakšno bo leto 2016 na svetu, na nek način s planeti spremljamo, kakšne energije prihajajo. In kakšne prihajajo? Tako bom rekla, marsikaj se piše, marsikaj se govori, astrologi pa razni drugi vedeževalci, tisti, ki vidijo nekatere stvari. Dobro, slabo, en miks, tako kot ga že doživljamo leta in leta, že kar nekaj let vidimo, da smo priča enim velikim spremembam, na nek način uničevanju enih starih struktur in transformaciji in upajmo, da tudi novim stvarem, ki prihajajo, seveda pa je vse v skladu z našim stanjem zavesti. To si zdaj tako diplomatsko povedala, ne? Ja. Da je vse ful fajn, pa v bistvu vse ni ful fajn. Dej mi povej tako, ko je. Pridejo dobre energije, bo za izkoristiti. Kaj se bo dogajalo? Kakšne bojo te energije? A bojo eni šli ful v luft, eni bojo šli ful dol? Kako bo s tem? Konkretno bi rada odgovore. Se veš, da jaz sem radoveden človek. Kar se tiče konkretnosti, jo vedno moram povezati s stanjem zavesti. Dobro. To tako je. Se pravi, astrologija vidi energije, ki prihajajo, vidi izzive, vidi priložnosti. Ali jih bomo mi izkoristili, je pa stvar vsakega od nas. Pa bom pa jaz drugače vprašala. Katere priložnosti na katerih področjih lahko izkoristimo v letu 2016? Tako, priložnosti, ki jih imamo, jaz bom rekla, glede na postavitve planetov, smo že proti koncu leta 2015 nekako začeli ugotavljati, v kakšnem svetu pravzaprav živimo. Jaz mislim, da tudi ta naša oddaja je tudi en tak zelo dober pokazatelj, da se ljudje začnejo zavedati, v kakšnem svetu pravzaprav živimo in kaj se pravzaprav dogaja. Postavitve tam gori, tako kot bo rečemo, kakor zgoraj, tako spodaj, so bile na nek način take in se bodo tudi še ponovile dvakrat v letu 2016, da bomo mi, a veš, kot da odgrinjamo zaveso za zaveso. Ko mi odgrnemo zaveso, se pravi, ko ne idealiziramo več, nas tudi boli. Dobro. Je tako. Ta bolečina bo priložnost za spremembe. To je zelo pomembno. Zato poudarjam stanje zavesti. Ker če smo mi pripravljeni se spreminjati, se pravi, če smo bolani, pa nas neke stvari bolijo, če smo pripravljeni, če se odločimo, da bomo naredili nek preobrat, ga bomo naredili. Priložnosti v 2016 so. To je tudi leto, astrološko rečemo leto Marsa. Pravi, Mars je definitivno mitološko bog vojne, bog nekega nasilja, bojevanja. V letu 2016 se tudi obrača retrogradno. On se ne obrne vsako leto retrogradno, ampak leto 2016 je čas njegovega obrata nazaj. Pa še Mars. Pa še Mars je. Kaj to pomeni? Vsi tisti, ki se bodo hoteli boriti z agresijo naprej, bodo to dobili nazaj. Tega se moramo zavedati. Se pravi, imamo možnosti ali po celem svetu razne stvari, ki se dogajajo že danes, saj vemo, od terorističnih napadov, od raznega vojskovanja na tak in drugačen način. A veš, to je nekako od odzadej, na skrito. Imamo pa tudi možnost, da se zavemo, da ta kakršnakoli bojevanje se bo obrnilo proti nam. To nam tudi Mars govori. Se pravi, Mars zahteva od nas akcijo.
ampak jaz bi predvsem rekla, da akcijo na način, da mi začnemo razmišljati s svojo glavo. Srcem. S srcem in istočasno tudi, a veš, marsikaj kljub vsemu akcija. S svojo glavo, da razmišljamo tisto, kar mi dejansko vidimo, da se na tem svetu dogaja. Da se probamo od nekega kolesja, ki nas pelje na nek način tja, kamor mi ne želimo, ampak smo mi njegov delček, da se probamo na nek način od tega umakniti. Ampak je zanimivo, ne, po astrologiji, če rečeš Mars, ne, pa še retrograden, po numerologiji je 9, ne, se pravi leto 9, se pravi leto tisto božje, ki je lahko največ sponov pa padcev, ki je zaključevanje vsega, tako da se mi zdi, da je kar zanimivo. Vse je povezano, vsi govorimo iste stvari, ampak iz različnih vidikov, ne? Tako. Recimo leto 2016 astrološko je ogromno planetov retrogradnih. Merkur, ki ponavadi nekje v povprečju 3-krat na leto retrograden, praktično že leto začenjamo z retrogradnim Merkurjem in ga bomo imeli 4-krat v letu 2016. Januarja, maja, septembra in še enkrat decembra. To so pomembne stvari. Jupiter se obrača retrogradno, Mars, Saturn, praktično planeti grejo nazaj. Na materialnem področju to lahko pomeni izgube. Na materialnem področju to lahko pomeni pritiske. Nekdo nas tišči, praktično ni razvoja. Ampak retrogradnost v duhovnem smislu pomeni pa, da mi lahko napredujemo. In to je tisto, kar je pomembno, da se začnemo zavedati, kaj lahko naredimo sami. Vsak izmed nas, se pravi vsaka tista mala celica tega celotnega organizma, kako lahko funkcioniramo. Se pravi, nič biznis letos, mislim 2016, nič biznisa, ampak bolj odnosi. Ne bi rekla jaz tako drastično nič biznisa, ampak ne bomo mogli, več bo potiskanja nazaj, kot recimo nekega razcveta v tem smislu, ampak mislim, da smo tukaj že ogromno naredili, da je čas, da nekje drugje napredujemo. To nam vse v čas hoče svet oziroma planeti tam gor povedati, ne?